ste takšni, ki ste z nami že potovali. In jeseni prejšnjega leta smo se prvič odpravili v Damanhur, mesto prihodnosti, in moram reči, da so bili odzivi izjemni. Vedno se po takšnih potovanjih namreč zgodi, da potem kdo kliče pa reče: "Ej, kaj ste pa naredili z našo mamo ali pa z našo sestro?" In kar mi je bilo zelo, zelo všeč na zadnjem potovanju, mnogi ste se opogumili, da ste odšli sami. In tam ste našli mnogo prijateljev in pravzaprav smo skupaj delovali in funkcionirali kot nekakšna družina. Znova odhajamo, ja, to je zdaj že jasno, in še nekaj mest imamo prostih. Odhajamo namreč od 27. do 30. aprila, se pravi že kar hitro. In tale trenutek si dajmo pogledati, zakaj je Damanhur pravzaprav tako zelo poseben. Poglejmo posnetek, ko je bila v naši družbi Vapitija Zeleja. We said that we are a laboratory because we experiment. We believe that the people they have much more possibility inside of them than what we live every day. And also the way how we live, it's not really on the measure of humankind. So we experiment different way, living together, especially to bring back the archetype of living inside in the group, to go far away from the individualism and the consumism that you can find everywhere in the world. We like to go back to the roots, but the roots of the real human nature that is connected with what is more noble inside of us. There are many different factors. One of them is attention. We live in a present moment. We work on ourselves. Every citizen work on the character to become a better person, to have a personal growth. We practice many different techniques and dynamics that can rise our spiritual and the personal growth in a different way. So if you like art, you can grow through the artistic path. If you are oracle, you can grow through the oracle path. If you like agriculture, you have developed your spiritual path through the agriculture, for example. But one of the most important things, why the energy is different there, is the synchronic line. The synchronic lines, we can imagine like a river of energy that goes all around the planet Earth. So we have 18 synchronic lines. Wow. See, around the planet Earth. And where Damanhur is, there is a 4 synchronic line crossing. So that's make a very big concentration of the energy in the same point. And through the synchronic line, we can send energy, we can send information or receive. Responsible, yes, how we think, how we act, because we know that what we do from that point, it's much easier to spread out on the world. This is one of the reasons why we really work on our character. And also that's why we create temples of humankind inside the earth, because we want to reach this point when there is a crossroad. It was underground. Yes, we have 8 halls in the temples of humankind, and each hall has one function, and this is just like now a corridor. And so each hall has a specific name and the function. And the incredible beauty of art, the statues, mosaics, Tiffany work, paintings. So what is interesting about the artistic work in the temple is that our artists, they work as a group. So there is no one artist that has a special name, but it is a work in a group. They have to study a lot, everything before they paint, because the temple is a book. It is like a 3-dimensional book. Znova se veselim našega potovanja, se pravi od 27. do 30. aprila, in nekaj mest je še prostih, lahko se torej prijavite na 02 6200 230, program in vse ostale informacije pa najdete tudi na www.klepetobkavi.si, ampak kot smo rekli, če nimate dostopa do interneta, nič vas ne ignoriramo, na 02 6200 230 najdete čisto vse. No, danes pa sta v moji družbi Karmen Matičič, ki jo v Sloveniji poznamo po njenem posebnem zdravljenju, se pravi izjemno senzitivna in dojemajoča za vse te energije, in pa predstavnik Damanhur Slovenija, Argali. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Ja, Karmen, kako si ti čutila tam energije? Kakšna izkušnja je bila to zate? Jaz sem pač vzela to izkušnjo, da grem pogledat, večkrat sem že slišala za Damanhur. In ko je bila priložnost, me je poklicala, in
smo se zelo hitro odločili in šli. Damanhur sem predvsem gledala iz stališča njihove umetnosti, pač to, kar so templji, kar so veličastni. In jaz mislim, da če nekoga pokliče Damanhur, jaz pravim, nekdo ne bo nikdar slišal sploh za besedo in kraj Damanhur. Če pa nekdo sliši, pa jaz mislim, da mu je informacija namenjena, da gre pogledati, ker so lepote samega Damanhurja in energije, ki so vložene v izdelavo teh templjev, božanske. Pa tudi zgodba teh templjev, kakor sem jo jaz doživljala, nisem kaj preveč potem raziskvala pa brala naprej, ampak mi je prav recimo kot tempelj človečnosti in vseh teh božanstev, ki so noter, res je eno tako močno sporočilo, da smo vsi eno in vsi povezani in to je bilo tisto, kar je mene zelo pritegnilo v Damanhurju. Se pravi, tudi nekaj za ljudje, ki mogoče niso tako zelo senzitivni, pa bi vendarle radi doživeli resnične lepote. Vi ste živeli pravzaprav kar nekaj časa v Damanhurju, ne? Ne, jaz osebno nisem živel v Damanhurju. Mene je potegnila, se pravi, me privlačila ta njihova filozofija, njihova praktična filozofija. Se pravi, da človek, ki ima svobodno voljo, lahko ustvari vse. In to je bilo v bistvu tudi glavno vodilo, da sem se jaz pridružil skupini šole meditacije v Damanhurskem centru v Zagrebu, v Taleju, čigar del sem še vedno. In moj prvi stik z Damanhurjem se je zgodil približno 6-7 let nazaj in to je bil res en obdobje velike sinhroničnosti. Na to potovanje so odpotovala skupaj z mojo življenjsko sopotnico Darjo na poročno potovanje. In tam sva v enem dnevu doživela toliko lepih, sinhroničnih trenutkov, da je kar pripeljalo, da so se oba dva vpisala na Damanhursko šolo meditacije v Zagrebu. Wow, zanimivo. No, v teh dneh, ki pravzaprav zelo, zelo hitro minejo, se doživi veliko, predvsem se spozna njihovo filozofijo, potem seveda tudi templje, ki so tam in pa Sveti Gozd. Mene je Sveti Gozd čist navdušil. In tam so nas naučili, če se spomniš, kako se vedno lahko povežemo s tistim drevesom dejansko tam. In velikrat, ko sem v gozdu, pomislim na to in čutim, da dejansko pride do neke povezave. Ja, moram reči, da odkar smo imeli ta sprehod v Damanhurski gozd, da tudi zdaj te sprehode, ki jih imam v naravi, drugače doživljam. Saj sem bila že prej tako povezana, ampak ko pa dojameš in ko vidiš, da ti rastline pravzaprav res sporočajo in drevesa, kako se povezujemo, kako je pa v bistvu ta senzibilnost, ta občutek še toliko močnejši, ker pač tudi sprejemamo kot čisto drugačno informacijo. In tisto je bilo res lepa izkušnja. Tako da zelo zanimivo, to bi mogel marsikdo doživeti. Priporočam, da labirinti po Damanhurskem gozdu in odlično. Tudi ti labirinti so dejansko te same spirale kot take. Kaj je pa vas recimo najbolj navdušilo, ko ste bili tam 6-7 let nazaj, smo rekli? Mene, mogoče imam jaz drugačno izkušnjo, mene so najbolj navdušili ljudje, ki so tam. Njihova, ko bi rekel, stalna pripravljenost se ustaviti in te res pozdraviti s srcem, to mislim, da je nekaj neprecenljivega. To je bila moja izkušnja ali je to vezano na templje človeštva, ki smo jih videli takrat, ampak mislim, da je v bistvu to, ko imaš občutek, da se srečaš z ljudmi, ki jih preprosto poznaš, kot da si zelo blizu z njimi. In to je mene najbolj se mi vtisnilo v spomin to. Tudi meni v bistvu, sama, ko sem bila tam nekaj let nazaj, se spomnim trenutka v Damanhur Kreji, se pravi v nakupovalnem centru ali središču. Raziskovalnem centru. Tam sem zvečer stala in opazovala ljudi, ki grejo drug mimo drugega. Povsem brez maske, povsem iskreni, povsem zares, ko rečeš, wow, to so pa dobri ljudje. In takrat, ko sem videla vse to, sem rekla, mi smo pa res zašli. Kaj vidiš dejansko, kako bi to mogli izgledati, kako izgleda sama komunikacija. Še nekaj mest imamo prostih, če bi se pridružili tej naši skupini
enostavno pač srce te pokliče oziroma duša te pokliče in sami veste, če prepoznate ta klic. Prijavite se lahko na 026200 oziroma preko naše spletne strani www.klepetobkavi.si. Tam pod dogodki najdete vse ostale informacije. In pol, Karmen, ne vem, če se spomniš na avtobusu, kjer se imamo zelo fajn, skozi imamo neka predavanja ali meditacije ali take in drugačne stvari. Jaz se zelo živo se spomnim, ko sem vprašala nekoga, a mi lahko poveš, kako je bilo v primerjavi recimo za Bosno pa z piramidami v Bosni, in je bila tišina, ker ne moreš primerjati to z ničemer pravzaprav. Ti si veliko stvari doživela v svojem življenju, veliko ritualov, običajev in ne vem kaj še vse. Lahko to primerjaš z nečim, ker jaz na podlagi svojih izkušenj ne najdem ničesar podobnega. Jaz sem, veš kaj, tako bom rekla, jaz sem parkrat slišala za Damanhur, ampak nisem bila sploh tako pozorna. Slišala sem neko zgodbo, so mi že prej govorili ostali, ko so bili, ampak sem kaj, dobro, to pač še ni moja zgodba, ne. Potem pa me je poklicali, ne, in sem, jaz večinoma tako, ko jaz začutam, ne, aha, Jasmina gre v Damanhur, ne, to tudi prvi izlet, ko sem šla s tabo, ampak sem ka, zdaj sem pa to izkoristila, pa bom probala še kakšnega od svojih praktikov, vzeti sabo, tako da so to šli, ne, tisti, ko so lahko. Malo je bilo prehitro zaradi dopustov. In je ta klic, sem jaz tako pol doživela, kot da mi je bilo namenjen, ker meni je bilo, recimo, vse se sestavi na konc, ne. Šla sem, tudi filozofija, ki jo imam jaz pri mojem pledanskem zdravljenju, ki jo predajam naprej, je to tako, kako smo vsi eno, kako smo vsi povezani, a ne, kako v bistvu vse te energije, ki se pretaka v nas, kako smo povezani z naravo, kako smo narava, ne samo del narave. To je v Damanhurju zelo videti in sem bila zelo hvaležna za to doživeto izkušnjo, zaradi tega, ker mi je dala tako pikico na i, ne. In jaz bi res priporočala, da sej ni nujno, da je kdo preveč duhoven ali pa kakršno. Jaz mislim, da se morajo ljudje poslušati in če jih nekaj pritegne, neki, mogoče, ne vem, midva, ki sva vdaji, ali pa nek stik, ali pa ne gre si pogledati na spletno stran, slikce od Damanhurja, ker tam je težko reči, da te nekaj ne bi pritegne, ali pa da bi nekdo striktno rekel, to me pa ne zanima. Tam je zgodba za vse, zato tudi je tempelj človečnosti, ker če majčkeno slediš svojemu srcu, pa te zgodbe poslušaš, to je tako, rekla, ti naredi tak boom festival v življenju, res ti srce zaigra, ko preš na nek kraj, nisem zdaj, ne moram reči, da sem jaz zdaj kakšna zelo pristašica sistema, ki ga ima v Damanhurju, ker ga niti ne poznam, zato, da ne bi bilo pomote. Jaz sem samo sledila in sem šla, in sem mogoče dobila odgovor čisto na drugem področju. In to mi je všeč, tudi ko smo se uspeli pogovarjati s temi vodiči in tako je bilo super. Verjamem, da je ta duh Falkota, ki je pač ustanovitelja, res še vedno tam zelo prisoten. In se bo še delal naprej, tudi načrte, ki imajo za naprej, so fantastični in je super biti del te zgodbe. Absolutno. Meni je, ne vem, ko sem razmišljala, to bi mogel vsak videti, predvsem zaradi tega, da vidi, da ja, lahko živimo vsi v sožitju, ja, lahko živimo vsi v obilju, vsega je dovolj za vse. V redu je, lahko si to, kar si, ker dejansko tam ljudi spodbujajo, da vsak živi svoje življenjsko poslanstvo, se pravi tisto, kar mu je bilo dano. Ja, po damanhurski filozofiji je vsako človeško bitje ima svobodno voljo. In ni važno, si ti veren, verjameš, ne verjameš, vsak ima to inteligenco, čisto inteligenco v sebi. In vsak jo tudi mora izražati, se pravi, vsak ima svoje sanje, ki jih rab živeti. To so lahko otroške sanje, ki smo jih že davno pozabili. Ampak v Damanhurju se to spodbuja. Spodbuja se umetnost, spodbuja se deljenje, se pravi, vse je deljeno, nič ne ostane, ko bi rekel, skrito pri enem posamezniku, ampak vse se deli. Se pravi, to je bistveno večja kompleksnost, kakor pa če eden sam proba nekaj razviti.
Absolutno. Če pogledamo šolski sistem, če pogledamo pravzaprav celoten izobraževalni sistem in vse sisteme, v katerem živimo, tudi, ne vem, neko službo povprečnega človeka, vsi na nek način obremenjujejo to levo možgansko hemisfero, kjer je logika, statistika in vse te stvari. Umetnosti pa ne. In niti ne more biti človek v ravnovesju, če nima uravnovešenja delovanja leve, desne možganske polovice, ker tukaj potem pride do instinkta, do intuicije in vsega ostalega. In tam lahko vidiš najboljši primer, se pravi model sveta, laboratorij za prihodnost, kako bi dejansko morale stvari funkcionirati, kako bi mogli izgledati. In ne vidiš nesrečnega človeka, vidiš ljudi z nasmehom, ampak s pristnim nasmehom, kar je velika razlika. Ja, tam je v bistvu iskrenost je nekaj, na čemer se gradi. Če začnemo iz nekih mask, se pravi v Damahurju se te maske zmeraj bolj topijo. Zato, ker zmeraj bolj zaupaš, zmeraj bolj si pristan in se maske začnejo topiti, takrat pride do tiste pravega stika z ljudmi in samo sabo seveda tudi. Krasno. Odhajamo 27. aprila, se pravi 27., 28., 29., 30. 27. odhajamo, mislim, da zvečer. Če se ne motim, dajte preveriti na klepetobkavi.si oziroma na 02 6200 230, nekaj mest je še prostih, sicer pa, kot smo rekli, je skupina precej zaprta oziroma omejeno je število ljudi, ki jih lahko vzamemo zraven tudi za zagotavljanje kvalitete samega programa. Tudi če ne govorite angleško oziroma italijansko, to je namreč v Italiji, nekje približno 7 ur iz Ljubljane, potem nič za to, kajti jaz osebno in pa Živa, pa še kakšen smo tam zato, da prevajamo in da seveda vse tudi razumete, predvsem pa čutite. Zato pa ne rabiš prevajalca, ali? Ne, za čutenje pa res ne. Mogoče kakšen nasvet vsem tistim, ki se bodo podali? Zdaj, če bi šla še enkrat, bi mogoče kaj, ne vem, si prej, ker misel je tam močnejša, ima večji potencial, bi si napisala kakšne želje, kakšne cilje, karkoli? Pa se mislim, da vesolje nas sliši, že tako, ko se povežeš s temi energijami v templih damahurskih. In že to, kar takrat proizvajaš, si mislim, da gre direkt skozi kanal in je za doživeti. Bi šla še, mogoče celo bom šla, mogoče se celo vidimo, odvisno od mojega urnika, ampak ja, je res lepa izkušnja in tako neprecenljivo za videti to, kar je bilo ustvarjeno. Najlepša izkušnja meni na našem zadnjem potovanju je bila, ko smo plesale, tudi midve, skupaj, v kateri je bil ta prvi tempelj, čisto spodaj. Več jih je, koliko je templjev? Sob, dvoran? Mislim, da jih je 6, če se ne vem točno, ampak mislim, da je dvorana Zemlje, o čemer. Dvorana Zemlje, ja. Tam je bilo, tam, ko smo plesale, je bilo res. Povezava z Zemljo in z vesoljem, z zvezdicami na stropu. Divje. Res je, že tako, ko plešeš, ko se povežeš, pa pomisliš, koliko volje je bilo potrebne za narediti nekaj takega, ko vidiš, koliko časa, vsak kamenček v mozaiku, tam, ko je vsaka slika, ki ima svoj pomen, koliko ene srčnosti pa ljubezni v tem, se vse v bistvu to prav res čuti. Bolj zaupaš v proces življenja, ko prideš domov, oziroma bolj čestiš življenje kot tako. Vidiš, kaj vse lahko narediš, kaj vse lahko skreiraš, namesto da se pritožuješ ali pa da igraš neko žrtev in iščeš pozornost ali karkoli podobnega. Odlično, najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih posredovala, predvsem tebi hvala, Karmen, da si z nami delila svojo izkušnjo, pa se vidimo kmalu, a ne? Tako je. Tako, torej od 27. do 30. odpotujemo in če čutite, če ne, vas pa vsekakor spodbujam, da če čutite in če rečete, ne, zdaj pa sam pa ne bom šel, pozabite na to, pejte sami, večina ljudi pravzaprav že zadnjič je šla sama in vse, kar so doživeli tam, bili so si predvsem hvaležni, da so se odločili, da gredo sami na kaj takega. 02 6200 230 smo rekli, telefonska številka za prijave oziroma za več informacij ali klepetobkavi.si. Pa se vidimo na avtobusu.
zdravilne rastline sveta s certificirano nutricionistko Jeleno Dimitrijevič. Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Mnogo zanimivega lahko najdete na našem YouTube kanalu, predvsem pa vse minule oddaje, ki ste jih morda zamudili, prav z Jeleno Dimitrijevič, s katero bomo danes govorili o enem posebnem drevesu upanja. Tako je, ja. Kot ponavadi nekam odpotujeva, ne? Tako da danes greva spet v Indijo, tvojo ljubo Indijo. Ampak tam nekje v vznožje Himalaje, kjer raste tisto drevo upanja. Govoriva seveda o moringi. Mogoče že marsikdo slišal, ker dostikrat se zdaj omenjajo tiste starodavne rastline, ki jih uporabljata ajurveda pa tradicionalna kitajska medicina. Moringa pa se največ uporablja v ajurvedi. Tako da v bistvu tam nekje že dobrih 4000 let, tako da je veliko časa v uporabi in je uporabljal predvsem za zdravljenje različnih bolezni, tam nekje so tudi našteli 300 različnih, čeprav domačini uporabljajo vse dele rastline. In listje, in skorjo, in korenine in tako dalje. V ajurvedi pa se predvsem uporablja listje, ker je izjemno bogato s nutritivnimi snovmi, pa tudi takimi zaščitnimi, ki naredijo res spremembo v našem telesu. Tako da tukaj predvsem govoriva o listih, ki so posušeni, zmleti v prah in se pol v taki naravni obliki se tudi uporabljajo. Evo, danes jo imava tudi tukaj, tako da bom moringo poskusila sama. Se veselim tega dela, vedno. In na YouTube kanalu lahko pogledate tudi vse minule oddaje, ki pravzaprav govorijo o različnih tradicionalnih zdravilnih rastlinah sveta. In bili sva že na Kitajskem, pa Južni Ameriki, skratka povsod in spoznavali sva različne rastline, tako da dajte si pogledati, kaj vse sva spoznali. In tale moringa, zakaj rečejo drevo upanja? Potem ravno zaradi tega, ker je tako bogata z nutritivnimi vsebinami. Tako, zaradi tega, ker ravno tisti konci sveta, ker res ni dovolj hrane, ker so ljudje lačni, podhranjeni, potrebujejo nekaj takega enostavnega, ki izraste v naravi in ki se lahko uporablja tudi, če nam primanjkuje in beljakovin, in ogljikovih hidratov, in kakšnih takih mikrohranil, kot so vitamini, minerali, tako da v moringi res veliko tega dobimo. Predvsem, recimo, ko govorimo, veš, da v rastlinski hrani ponavadi ta spektar aminokislin, posebej esencialnih aminokislin, ni popoln, primanjkuje kakšna aminokislina. Pri moringi pa imamo vseh 9 esencialnih aminokislin, pa še veliko drugih, tako da jih je nekako 20 različnih, beljakovinsko izjemno bogato živilo, tam nekje 23 gramov beljakovine na 100 gramov recimo tega prahu. Poleg tega pa vsebuje veliko antioksidantov, tam nekje so našli, zdaj tako znanstveniki to malo bolj raziskujejo, ampak 46 različnih antioksidantov, 36 različnih protivnetnih snovi, pa še čez 90 različnih drugih snovi, ki sploh jih mogoče marsikatero niti ne poznamo, ampak poudarek je res na teh hranilni vrednosti, da v bistvu tudi, če nimamo dovolj hrane ali recimo, ne vem, nam primanjkuje kakšnih hranilnih snovi, je to odlično živilo, ki nam lahko pol zagotovi, da dobimo te manjkajoče snovi in da pol na tak način podpremo delovanje svojega telesa. Poleg tega recimo tudi kakšne recimo druge snovi, ki so specifične, kot je beta-sitosterol, recimo veliko beta-karotenov, potem recimo veliko različnih mineralov, kot so kalcij, kalij, magnezij, fosfor, železo, cink, pol vitamini, beta-karoten kot predstopnja recimo A vitamina, ampak recimo tudi C vitamin, E vitamin, vitamini B kompleksa. Potem zaetin je ena taka snov, ki je prav specifična, to je rastlinski hormon. To pa še v življenju nisem slišala. Zaetin je en tak rastlinski hormon, ki pol pomaga, da tiste nutritivne snovi, ki so, da se boljše izkoristijo v telesu. Tudi kvercetine, zraven in tako dalje. Res veliko takih zanimivih snovi, ampak predvsem je poudarek prav na tistih, ki res hranijo naše telo, se pravi aminokisline, vitamini, minerali, ki je ena taka bombica, vitaminska, mineralna v sami moringi. So tudi recimo tudi kakšni folati, pa
recimo fitoestrogeni, se pravi veliko klorofila, ker to se tudi vidi po sami zeleni barvi moringe. Vemo pa, da je to ključno tudi v tem času, zdaj, ko ratajo aktualna ta razstrupljena telesa, razkisljena telesa. Pa hkrati tudi spomladanska utrujenost. Tako, spomladanska utrujenost, potem ne samo zato, da okrepimo telo, ampak tudi, če želimo, da mu pomagamo, da pol se reši kakšnih toksičnih snovi ali kakšnih kislin v našem telesu, to je tudi en način, kako lahko uporabljamo moringo. Ali to drevo upanja moringa raste, se pravi, ob vznožju Himalaje, se pravi, ni visokogorska, še vseeno, ne? Tako. Tam zraste nekje 5 do 10 metrov višine in potem se, ko je čas za obiranje, poberejo tisto listje in potem ga posušijo, zmeljajo v prah in se uporablja v te zdravilne namene, ampak predvsem tam, kjer je treba nekaj narediti, da se zmanjša ta podhranjenost. Tudi recimo vpliva na marsikatero drugo težavo, tudi če želimo uravnati krvni sladkor ali pospešiti delovanje našega metabolizma ali recimo proti bakterijam, virusom, glivicam, se pravi ima tudi to delovanje, kot sama Ajurveda pravi, tam 300 različnih bolezni, ampak tukaj želim res poudariti to pomembnost te prehranske vrednosti moringe, ker danes recimo tudi če zdravo jemo, je vprašanje, kakšno hrano užijamo. Recimo, če kupujemo nekje po kakšnih supermarketih, tam, kjer ne vemo, odkot pride hrana, če nimamo recimo tudi domačega vrta, ali nasplošno je zaradi te zemlje, v kateri raste hrana, posebej naša rastlinska hrana, je osiromašena in potem nam hitro zmanjka kakšen element, ki je ključen recimo za normalno delovanje telesa. Tudi če zdravo jemo, spet to poudarjam, zaradi tega, ker ali so kakšne težave zdravstvene, ali recimo smo čustveno bolj nestabilni, pa zaradi tega negativno vplivamo na delovanje našega prebavnega sistema, presnove in potem nam hitro nekaj zmanjka in je dobro, da imamo eno tako stvar, ki nam bo pomagala pri tem, ker recimo sam za primerjavo je zelo zanimivo, mogoče za gledalce, vemo, da skozi se poudarja, špinača ima veliko železa, kar v resnici tako ne drži. Zmočil sem se, to ne morem že danes verjeti. Če tudi delava primerjavo s špinačem, v moringi je 25-krat več železa kot v špinači, pa recimo 10-krat več beta-karotenov, vitamina A, kot recimo v korenju, ki je dosti znano po tej vsebnosti. In pri Gersonovi metodi imaš recimo par kilogramov korenja na dan. Moraš pojesti res veliko. Tukaj res v majhnem pakiranju dobimo veliko več, da nam ni treba toliko zaužiti. Pa hkrati, recimo, vitamina C je 7-krat več kot v limonah, vitamina B2 50-krat več kot v kakšnih oreških, potem, kalija je 15-krat več kot v bananah, 37-krat več antioksidantov kot v rdečem grozdju. Se pravi, res so neverjetne, ko delamo samo primerjave z navadno hrano, ki jo uživamo, ki itak že sama po sebi nima dovolj teh snovi, kot jih je nekoč imela, pa pol nekaj takega, ker dobimo res v moringi. Jelena, včasih so rekli, pa niso rabili naši dedki in babice kakršnokoli dopolnila iz drugega konca sveta, recimo kot je moringa iz Indije, pa niso rabili tega, so nekaj pojedli, doma pridelali in šli dejansko na njivo pol delati naprej oziroma karkoli drugega. A danes je vendarle popolnoma drugačna situacija, nivo stresa je zelo, zelo visok, hkrati pa smo hrano spravili predvsem za uporabo tudi neekoloških preparatov, gnojil, umetnih in vsega tega do nivoja, ker vidimo paradajz takle velik, a v bistvu poln vode. Ja, res je pa tako, pa tudi če se nekaj oglašuje kot nekaj domačega, to ne pomeni, da zdaj ta izdelek ali to živilo ali rastlina, ki jo užijamo, res vsebuje vse te hranilne snovi, ki jih mi želimo dobiti, če zaužijemo nekaj takega. Tako da bi mogli iti